Prejšnji teden je predsednica republike in vrhovna poveljnica Slovenske vojske Nataša Pirc Musar prvič obiskala Ministrstvo za obrambo, kjer so jo sprejeli z vojaškimi častmi. Seznanili so jo z delovanjem obrambnega sistema ter sistema zaščite in reševanja, sama pa je dejala, da se bo zavzemala, da več mladih vojaški poklic prepozna kot delo, ki je usmerjeno v prihodnost. Sestala se je z načelnikom slovenskega generalštaba Robertom Glavašem ter obrambnim ministrom Marjanom Šarcem. Danes imam prijetno nalogo, da prvič gostim novo predsednico in vrhovno poveljnico obrambnih sil na Ministrstvu za obrambo. Obisk je namenjen pregledu vseh naših aktivnosti in seznanjanje z našimi tako tekočimi aktivnostmi, kot tudi načrti za naprej. In predstavili smo tiste ključne naloge, ki so pred nami, kar se tiče tako razvoja Slovenske vojske, kot tudi drugih področij, ki jih pokriva delovanje našega ministrstva, se pravi tudi uprave za zaščito in reševanje, potem direktoratov ministrstva in pa uprave za vojaško dediščino. Seveda, kot sem rekel, je to prvi obisk, verjetno v nizu mnogih, ki bodo še sledili tekom novega mandata, in veselim se sodelovanja, kajti obramba, varnost in zaščita in reševanje je izjemno pomemben segment v naši družbi. Z izjemnim ponosom in veseljem sem prvič v vlogi predsednice Republike Slovenije danes prišla na Ministrstvo za obrambo in na obisk k Slovenski vojski. Veliko smo se pogovarjali o razvoju Slovenske vojske. Že iz moje predsedniške kampanje ste verjetno slišali in razumeli, da podpiram Slovensko vojsko, da verjamem v to, da je vsaka vojska, tudi slovenska, branik miru in svobode. Ne nazadnje to dokazujejo naše vojakinje in vojaki tudi z delom v misijah po tujini. Ravno zdajle smo zaključili pogovor z vodji 7 misij. Vsi po vrsti so povedali, da so situacije mirne v vseh teh državah, kjer slovenski vojaki in vojakinje so. Ponosna sem, da jih naše vojake, naše vojakinje praktično ceni ves svet. Dotaknili smo se danes seveda tudi proračuna za Slovensko vojsko. Veste, da je zahteva NATO 2% bruto domačega proizvoda. Sama bom podpirala razvoj in večje investicije, večji proračun za Slovensko vojsko. Ne nazadnje, veste, je več denarja za Slovensko vojsko pomeni, da lahko Slovenska vojska naredi še mnogo več kot že sicer. Sama sem velika podpornica tako imenovanih dvojnih tehnologij. Veliko sva se z načelnikom Glavašem danes o tem pogovarjala. Dvojnost tehnologij pomeni, da tehnologije, ki jih vojska kupuje, niso namenjene samo za vojno obdobje, ampak tudi za civilni, miren čas. Ne nazadnje naše vojakinje in vojaki velikokrat pokažejo, kako zelo ob katastrofah, ki prizadanejo Slovenijo, lahko pomagajo. Zadnje je seveda katastrofa požara na Krasu, tudi tu se je Slovenska vojska še kako izkazala. Želim si, in o tem smo tudi danes veliko govorili, da bi več deklet in fantov prepoznalo slovenski vojaški poklic kot poklic, ki je usmerjen v prihodnost. Sama sem ne samo ljubiteljica, ampak tudi pozorno spremljam moderne tehnologije in razvoj modernih tehnologij. Prepričana sem, da lahko mnogo mladih tudi v Slovenski vojski navdušijo z modernimi tehnologijami, ki se vpeljujejo v samo delovanje Slovenske vojske, zato da bi se odločili za ta plemeniti poklic. Izjemno sem hvaležna vsem, ki so me danes podučili o tem, kako sistem funkcionira. Morda na koncu samo še to, da seveda pričakujem poročilo o pripravljenosti Slovenske vojske, ki bo marca
pripravljeno in mi bo na razpolago, da ga lahko preberem in analiziram skupaj s svojimi svetovalci. Prosila sem vse pristojne, da se v to poročilo vendarle ne vključi samo tiste gole bojne pripravljenosti, ampak da želim, da mi poročajo tudi o tem, kako smo pripravljeni na področju drugih obrambnih varnostnih zadev, energetska varnost, prehranska varnost, transportna, infrastrukturna, skratka neko tako širše poročilo bi si želela in vsi odgovorni so mi seveda obljubili, da ne bo nobenih težav to vključiti v poročilo, namreč Ministrstvo za obrambo in Slovenska vojska spremljata tudi ta področja, ki so izjemno pomembna za varnost Republike Slovenije. Dotaknili smo se tudi prenove zakona o obrambi. Vsi skupaj se zavedamo, da je zakon star, da je potreben prenove, predvsem v smeri prebojnih tehnologij, hibridnih groženj, ki so danes stalnica. Pri prebojnih tehnologijah seveda govorimo o umetni inteligenci, vsega, kar se dogaja v kiberprostoru, in slovenski zakon o obrambi je treba v tem segmentu prenoviti in upam, da se bomo v recimo mojem mandatu in v vašem mandatu, gospod minister, lotili tudi prenove tega izjemno pomembnega krovnega zakona za Slovensko vojsko in obrambni sistem Republike Slovenije. In še čisto zadnji stavek. Z velikim navdušenjem sem sprejela podatek, da je v Slovenski vojski 17% pripadnic ženskega spola, kar nas uvršča v vrh evropskih vojsk. In nad tem podatkom sem pa res kot ženska, kot vrhovna poveljnica obrambnih sil še posebej navdušena in hvala lepa, načelnik Glavaš, da skrbite tudi za vsaj kolikor toliko spolno uravnoteženost v Slovenski vojski. Predsednica in minister sta na konferenci nekaj besed namenila tudi plačam v Slovenski vojski. Z ministrom Marjanom Šarcem sva govorila in tudi z načelnikom Glavašem o plačah slovenskih vojakov in vojakinj. Veliko se dela na tem, ne nazadnje smo pa vendarle skupaj ugotovili, da če je morda začetna plača morda nizka, se vendarle vsak vojak, ki dela v Slovenski vojski, vsak vojak dobi določene dodatke, tako da plače v Slovenski vojski niso, bom rekla, na tako slabem nivoju. Vem, nikoli pa ni tako dobro, da ne bi moglo biti še bolje, tega se pa vsi skupaj zavedamo, ampak prepričana sem, da predsednik vlade bedi tudi nad tem. Govorila sva že z predsednikom vlade Golobom in ta korenita reforma plačnega sistema v javnem sektorju je nekaj, čemur pa slovenska vlada posveča kar veliko pozornosti in prav je tako. Zdaj, kar se tiče celote, mi smo danes govorili o predvsem tudi razvoju Slovenske vojske, o poti naprej. Tukaj se zaveda celotna slovenska vlada, da je to nujno. Kar se pa tiče dialoga s sindikati, pa ta teče. Zato je tudi pristojen državni sekretar Rudi Medved. Mislim, da so pogovori vedno korektni z obeh strani. Problematika ni od včeraj in se rešuje že dolgo časa. Mi smo tudi vedno prisluhnili sindikatom in zagotovo je to problem, ki ga bo treba rešiti na tak ali drugačen način, vendar pa danes ne bi želel nekih konkretnih zadev, ker dialog ves čas poteka in seveda mi pripravljamo tudi spremembe zakona o službi v Slovenski vojski, kjer bo opredeljena tudi straža in bomo naslovili ta problem, tako da, kot sem rekel, dialog poteka in rešujemo nekako skupnimi močmi. Sindikati opozarjajo, tako kot so opozarjajo in bodo opozarjali, ne nazadnje to tudi njihova naloga. Problemi, ki so seveda tekoči, pa verjamem, da se bodo v bodoče tudi dali rešiti, je pa, kar se plač tiče in teh zadev, seveda nedvoumno treba povedati, da je to del širšega sistema in tudi Ministrstva za javno upravo, ki ima krovno vlogo pri tem in tudi je potrebno razumeti širšo sliko na področju plač in pomembno je, da dialog poteka
in tako bo tudi v bodoče. Kako pa se bodo na ministrstvu lotili reševanja problemov kadra znotraj Slovenske vojske in kako lahko predsednica republike pri tem pomaga? Kar se tiče kadrov, zagotovo Slovenska vojska ima dva problema. Eno je opremljenost in umankanje srednjih bataljonske bojne skupine, drug problem je pa kadrovski. In ta kadrovski je morda celo večji. Mi smo od 1. junija, odkar smo prevzeli vodenje ministrstva, naredili presek, kje so problemi, in uvedli že kar nekaj sprememb. Tudi zdravniški pregledi, ki se bodo zdaj izvajali širše po Sloveniji, potem tudi tabori, letni tabori, kot vemo, je bila prej kapaciteta 100 dijakov in študentov na en tabor. Zanimanje pa je bilo vedno mnogo večje in je bilo še mnogo tistih, ki bi želeli priti na tabor, pa so bili zaradi premajhne kapacitete zavrnjeni tudi tukaj. Mislim, da smo povečali na 210 dijakov in študentov, ki bodo se lahko udeležili letnega tabora. Potem tudi normativi pri zdravniških pregledih so včasih tudi bili tako rigorozni, da, če karikiram, si za kanček preveliko dioptrijo pač odpadel, tako da moji podatki kažejo oziroma naši podatki kažejo, da smo mi zavrnili tudi kar nekaj ljudi, ki bi sicer jih imeli danes v sistemu. Tako da je potrebno tukaj biti kar zelo realen in te spremembe že uvajamo. Druga pot oziroma drugi način pridobivanja kadra je pa promocija. In tukaj sva se pa s predsednico tudi veliko pogovarjala, na kakšen način ona lahko pripomore k temu in seveda, bo povedala sama, ampak meni se je zdelo, da je pri tem pokazala veliko pripravljenost. In naša skupna naloga je, kako tudi prebivalstvu Slovenije pokazati, da vojska ni nekaj nepotrebnega, da vojska ni nekaj, kar bi bilo nepomembno za današnji čas, in na promociji bomo delali vsi skupaj. Seznanili so me z kadrovsko problematiko v Slovenski vojski. Vsi skupaj si seveda želimo, da bi se več mladih odločalo za ta res plemenit in domoljuben poklic. Jaz iskreno verjamem, da je to najbolj domoljuben poklic, kar si jih lahko zamislite, morda še poleg policije, ne? Gre tukaj namreč za branike naše svobode, dostojanstva, temeljnih človekovih pravic. V javnosti sami bom pa kot predsednica poskušala seznanjati ljudi s tem, da Slovenska vojska in NATO nista samo orožje, tanki in topovi, gre za mnogo več. Danes živimo v obdobju hibridnih groženj. NATO in Slovenska vojska posvečata precej pozornosti nekim nevidnim vojnam, ki jih sami ne opazimo, in zato je še toliko bolj pomembno, da Slovenija je del NATO, del te kolektivne obrambe. Bila sem pa danes vesela še ene stvari in to je morda tudi eden od segmentov, ki lahko prepriča mlada dekleta in fante, da se pridružijo Slovenski vojski. V prihodnjem letu, če sem si prav zapomnila številko, je 30 milijonov evrov namenjenemu znanstvenemu razvoju, tehnologiji. Skratka, to ni tako majhen znesek. Načelnik Glavaš mi je rekel, da so fokusirani na projekte, ki bodo na koncu dvojno uporabni. O tej dvojni rabi sva se danes veliko pogovarjala in zdi se mi, da s tem, ko raste številka za samo oboroževanje Slovenske vojske, se moramo zavedati, da hkrati raste tudi številka za znanstvene raziskave in projekte znotraj Slovenske vojske. Morda je to eden od korakov, preko katerega bi lahko pridobili tiste, ki jih zanima znanost, tehnologija. Skratka, skupaj se bomo dogovorili, jaz sem pripravljena v tem segmentu res iskreno pomagati.